Dobrodošli v rubriki Vis-a-vis. Nocoj je z menoj izjemna, ena in edina osebna trenerka, podjetnica in zvezda nove sezone šova Življenje na tehtnici. Nive Sorešnik. Živijo. Dobrodošla v oddaji. Hvala. Ti še nisi bila nikoli v naši oddaji? Ne. Kot ti je všeč naša klet? Super. Podobna kot naša telovadnica. A je podobna? Ki je tudi skoraj klet. Ja, tu se ne telovadi. Tu se žali. Ampak jaz ne žalim gostov. Gosti žalijo mene ponavadi. Prejšnji teden sva snemala z Fredijem Millerjem in mi je pred snemanjem rekel: Jure, ti pa moram nekaj povedati. Ti izgledaš veliko starejši, kot v resnici si. A imaš tudi ti kakšno želitev zame pripravljeno? Tako da, deva to kar takoj, ker jaz navznoter jočem in bi rad čim prej te solze iz sebe spravil. Ne, prav nobene. Nobene? Danes ne. Okay. Čestitke za novo sezono tega šova. Hvala. Življenje na tehtnici. Povej, kako je delati, kako je snemati ta šov. To je reality šov na nek način, ampak je reality šov z mesec z enim pomembnim sporočilom. Se pravi, zdrav življenjski slog, sploh danes pri tej poplavi hitre hrane oziroma hitre kulture nasploh. Jaz bi rekla, da je to verjetno tudi edini reality šov, kjer vsi tekmovalci zmagujejo in odnesejo veliko. Ni reality šov, v katerem bi šlo samo za neko pogovarjanje, spletke in tako naprej. Tekmovalci odnesejo ogromno enega novega znanja, dejansko si spreminjajo življenja, sicer tekmujejo, ampak v bistvu rečemo vzdušje resničnostnega šova poskusimo združiti z tekmovanjem, z koristnimi informacijami, da tekmovalce pripravimo na spremembo življenja in da se tudi gledalci kaj naučijo. Se splete kakšna globja prijateljska vez s temi tekmovalci? Kako je z njimi? Jih je treba predvidevam spoznati. Kakšni so to ljudje? So tekmovalni ali grejo res tja pa rečejo: jaz grem pa v ta šov, ki pa res hočem shujšati. Da ni, jaz se pa hočem pokazati. Ker to se mi zdi, da je danes je tako, ogromno ljudi hlasta po pozornosti. In če kdaj jo je danes najlažje doseči? Jaz bi rekla, da večinoma v resničnostne šove vstopajo ljudje, ki so željni ali slave, ali pozornosti, mogoče tudi denarja. In Življenje na tehtnici je res en tak šov, v katerega ne pridejo ljudje, da bi si ustvarili mogoče neko medijsko prepoznavnost, ampak pridejo z željo po spremembi življenjskega sloga, mogoče zaradi tega tudi niso tako kaj željni neke drame pa pozornosti in se dejansko, zdaj vsaj v začetni fazi tekmovanja fokusirajo na to, da se čim več naučijo. Verjetnost niso v vsakdanjem življenju našli nobene v bistvu prave poti, ki bi jim spremenila življenje in je to mogoče tista zadnja priložnost, ker se mi zdi, da to, da greš, da se izpostaviš in telesno in tudi z vsemi svojimi v bistvu šibkostmi, ni preprosto. In da v bistvu ljudje pridejo in da nam zaupajo in da nam v bistvu prepustijo svoje telesa, svoje zdravje in smo na nek način njihovo upanje, da si spremenijo življenje, je v bistvu nek čist drug prizvok in tudi pride k nam v bistvu mogoče drug tip ljudi, kot ponavadi v reality show. Moja ekipa, na primer, je sestavljena iz kupa enih pozitivnih, pristnih ljudi, mogoče bi lahko rekla tipičnih Slovencev, vsakdanjih ljudi, ki bi jih jaz lahko načeloma tudi srečala na svojih treningih, kot stranke v vsakdanjem življenju. In mi je v bistvu to delo tako domače, pač ko da že, ne vem, leta in leta z njimi delam, tako se počutim, tudi po prvih tednih sem se v bistvu zelo povezala s svojimi tekmovalci. Si stroga? Pa jaz bi rekla, da sem nekaj vmes. Aha. Nekaj vmes. Rada imam v bistvu pri svojem delu tak nek oseben stik, zdravo mero prijateljstva, pozitivizem, ampak še vedno si želim v bistvu pač spoštovanje. Teda sem včasih stroga, ampak takrat, ko je treba. Ne maram unega ustrahovanja, že preden pridemo do problemov, ampak takrat, ko pridemo do problemov, pa se pogovorimo in se zagrabi. Po mojem bi bil jaz idealen kandidat, ker jaz vse ubogam. Super. Res, jaz sem bil vedno
ne vem, še ko sem inštrumente igral kot otrok, pa to mi je bilo všeč ta strogost, pa če sem po glavi dobil, ker se mi zdi, da je to vplivalo na to, da sem bil boljši, ampak ne vem, kako pa se to obnese pri to vrstni zadevi, kot je hujšanje, kot so treningi, pa to. Zelo hitro lahko rata vojaško, a ne? Špartansko. Ja, zelo hitro lahko postane vojaško, čeprav se mi zdi, da ljudje, ki pridejo do take mere prekomerne telesne teže, bodi si rabijo ali razumevanje, pa mogoče nek malo bolj nežen pristop, bodi si pa imajo sami en kup izgovorov in se sami malo v bistvu bremzajo, nezavedno. Aha. In je treba v bistvu to neko podzavestno oviro, pač hitro so utrujeni, hitro so, ne vem, ne zmorejo, niso mogoče toliko močno izdelane osebnosti, ker če bi bili toliko motivirani, pa imeli toliko stvari razdelane, ne bi bili na tej točki v življenju, kjer so. Tako da je treba v bistvu iz njih iztisniti malo več, kot bi iztisnili sami. No, pa še nekaj rabijo. Manj čokolade. Ja, ki je v šovu nimajo. Ker imajo na voljo samo zdravo prehrano. In to je tudi ena prednost, Kako pa to zgleda? Tekmovalci se zavedajo, da ko pridejo v življenje na tehnici, v bistvu nimajo motečih faktorjev. Pač ne moreš se zapeljati v trgovino, nimaš prijateljev, ki bi te vzpodbujali, imaš v bistvu ekipo, ki te vzpodbuja k bolj zdravim navadam, nimaš niti dostopa do neke nezdrave prehrane. In že to je neka prednost, da če si pač nekaj tednov v samem šovu, se okus prilagodi, se telo prilagodi, telo se odvadi v bistvu sladkorja, mastne hrane in tudi, če se vrneš vsakdanje življenje, v bistvu začenjaš z neko že prilagoditvijo in lažje potem tudi izven oddaje vzdržuješ zdrave navade. A kdo težko prenese to, da ne sme več sladkorja jesti, recimo? To je, kolikor jaz vem, je to najhujše se odvaditi od sladkorja. Ja, sladkor je dejansko pač odvisnost, oziroma od sladkorja si lahko enako kot od v bistvu drugih odvisnosti pač odvisen. In res rabiš... Koliko ti kot osebna trenerka poješ na dan sladkorja? To me zanima. Jaz nimam omejitev. Ne? Kjer vse porabiš? Ja, ker dosti porabim, jem recimo večino časa pač zelo zdravo in potem občasno pač pojem kako sladko stvar. Ne omejujem se, ne štejem si kalorij, ampak imam pa neko v bistvu, imam neke splošne zdrave navade in splošno aktivno življenje. In potem, zato ker imam neko to ravnovesje, niti nimam potem pretiranih cravingov po sladkorju in po prenejedanju. Jaz pa štejem vsako žlico Nutelle sred noči. In vsako kapljo solze, ki sledi. Ampak, to je moje žalostno življenje. Pust pa to. Rojena si bila v Mariboru, če greva nazaj v preteklost. In to me je najbolj šokiralo, diplomirana slikarka. Ja. Povej mi kaj več o tej svoji karieri, ki si jo še kaj zasledovala potem ali ne? Potem, ko si diplomirala. Ja, v bistvu jaz sem že iz otroštva bila povezana tako s športom kot z umetnostjo. Zelo rada sem risala, ustvarjala že od majhnega in mislim, da že v vrtcu nekje ali pa v prvem razredu osnovne šole sem rekla, jaz bom slikarka, ko bom odrasla. In seveda je bilo potem, ko je prišel čas študija, odločitev, ali bom šla študirati slikarstvo, ali bi šla kaj drugega. Slikarstvo ni najbolj mogoče dobičkonosno, ni najlažja v bistvu kariera. Ampak jaz sem imela neko zaupanje v sebe, da se bom pač kakorkoli znašla, ali bom slikarka ali kakorkoli. Nikoli mi ni bil problem delati in sem rekla, grem študirati tisto, kar me zares veseli in da si v bistvu otroško željo izpolnim. In sem se vpisala na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljano, šla študirati v Ljubljano, dokončala študij. Potem pa ob koncu študija nisem imela takoj neke dobre ideje ali vizije, kako bi pač v bistvu z slikarstvom ustvarila pač v bistvu rečemo neko pač življenje, pa dovolj v bistvu, kariero. Življenjski standard. Ja, življenjski standard. In sem se potem mogoče malo bolj fokusirala na šport. Si pa v bistvu puščam slikarstvo, ko je življenje še dolgo, ne? Da mogoče postane enkrat karijera ali pa mogoče neka vzporednica, zdaj občasno ali, ne vem, od stranke otroke malo učim ali organiziram kakšne delavnice slikanja, zdaj so sploh popularne, ne vem, če si zasledil te Art and Wine druženja. Kreativna druženja. Jaz sem sam na wine druženjih. Na wine druženjih, ne. Pa še to si jih ne spomnim pol.
kjer lahko prideš za, ne vem, 2-3 urce, si v bistvu korak za korakom naslikaš sliko, preživljaš prosti čas. A tu govorimo o oljni tehniki? Odvisno, kakšna tehnika se zbere. Oljna tehnika je Težka. zelo zahtevna tehnika. Težko se barve mešajo, pa zelo ima neprijeten von, tako da mogoče ne bi šle skupaj s prijetnim druženjem ob vinu, še oljne tehnike. Ja, se strinjam. Tako da to, in je to, mislim, da tudi ena taka stvar, ki se razvija. Kar se mi zdi, da je ful zanimivo, glede na to, da je porast te umetne inteligence in se v bistvu kreativnost na enem delu v bistvu tone, se mi zdi pa, da v neki na področju prostega časa pa ljudje iščejo. No? Tako da jaz upam, da se bo mogoče kreativnost pa razvila mogoče v obliki nekega prostega časa in bojo ljudje v bistvu Kakšno je tvoje mnenje o teh, doživljali naprej. ki si omenjala te tečaje pa tega za ljudi, ki nimajo formalne izobrazbe na področju slikarstva, recimo kot je Bob Ross in te razne tehnike, ki te naučijo preko bližnjic, kako narediti res spektakularno sliko, recimo gorovja, kakšnega tihožitja pa to, ker eni zelo, bi rekel, vihajo nos na tem, češ to pa ni umetnost. Meni se je pa vedno zdelo, da karkoli nekdo poskusi, bodi si v umetnosti, bodi si v glasbi, bodi si v literaturi, da je treba ceniti, se gre vendar za dejanje ustvarjanja, pa če tudi je predstavljeno na nek zelo dostopen način. Ne? Recimo, on je prav učil, tale Bob Ross, kako slikati res lepe gore, gozdove in tako na tak način, da lahko kdorkoli slika. Vsak razume. Ja. Pa marsikdo vidi danes sliko Bob Ross, ki so se pač štancale, ne? In vsak, ki jo nariše, spominja na njegovo sliko in se nekako zviška gleda na to. Kako ti gledaš na to? Recimo, če smem še to povedati, ker sem iz glasbenih vod, iz skladateljskih vod, tako kot se je zviška gledal na nas študente, če smo pisali tonalno glasbo, ker je v modi, da se komponira samo še grda klasična glasba, oziroma težka za poslušati. Kako gledaš na to? Ja, da je dostopnost do vsakega. Ja, pri nas je bilo v času v bistvu študija dosti podobno. V moderni umetnosti se pač res čim bolj povzdiguje ali konceptualizem, inštalacije, potem Podobno, tudi novi tako. mediji in tako naprej. In je bilo tudi, dajmo raje razmišljati o ozadju, konceptu, sporočilu, bolj kot o tehniki. In ni bilo več toliko recimo pomembno, da dobro obvladaš tehniko ali pa da znaš narisati lepo sliko. No, o tem govorim. Ja, in je bilo v bistvu meni ta malo, mogoče tudi vzvišen pristop mi ni bil najbolj domač. Da je zdaj nekaj več vredno od nečesa drugega, da je umetnost mogoče v današnjem času takšna, da se tudi v galerijske prostore pač da neke stvari, ki mogoče niso plod niti nekega trdega dela, niti talenta slikarskega kot takega, ampak so bolj recimo ali samo ideje, ali so, ne vem, imena povezana, ali so veze in poznanstva, ali pa neka sporočila. Samo delo pa mogoče nima neke vizualne ali pa estetske vrednosti, ima pa mogoče neko sporočilo. Jaz mislim, da umetnost in kreativnost je stvar, ki je del naše družbe in bi mogla biti v bistvu nerezervirana samo za pač neko intelektualno skupino ljudi, ampak bi jo mogli živeti in razumeti in v njej uživati v bistvu vsi, rečemo, sloji ljudi, vse starosti ljudi in da je temu tudi namenjeno. Se zelo strinjava na tem področju. Kdaj je prišel v tvoje življenje modeling? Modeling je prišel pa v moje življenje ravno v času faksa. Lih takrat? Ja, ravno takrat, ker mi smo imeli ogromno ateljejskega dela in obvezno prisotnost in za mene v bistvu neko študentsko delo ni prišlo v poštev redno, zaradi tega, ker nisem imela veliko prostega časa, nisem mogla manjkati od predavanj, nisem mogla manjkati v bistvu od ateljejskega dela. Ja. In mi je prišlo prav, da grem samo tu pa tam na kako snemanje. Takrat je bil modeling še kar dobro plačano delo. Rečemo po moje enkrat ali pa dvakrat več kot danes. Se pravi, In za eno študentko je bilo v bistvu... Na ateljejskem delu si rekla, nič, to je moja praksa, zdaj grem pa delati, si se pa sam predstavila in si pozirala. Ja, in takrat mi je prišlo to dosti pravno. Ja. Nisem bila sicer nikoli tak tip, ki bi se želela izpostaviti, bila sem vedno mogoče malo bolj
sramežljiva, nikoli nisem bila ful popularna, vedno tako bolj v ozadju, v osnovni in v srednji šoli. So mi pa ljudje kdaj omenili, da sem fotogenična, da lepo izpadem na fotografijah in potem sem si rekla, v času faksa, kaj pa če bi jaz mogoče to poskusila izkoristiti, pa videti, če bi bilo mogoče to za mene. Potem sem videla, da so kar dobri honorarji, ne, in to se je splačalo. Ja. In sem šla potem kar tak, kaj moram narediti, da postanem model. Pa sem odprla Google, pa sem malo iskala, pa rekla, naučiti se moram to, naučiti se moram hoditi v petah, naučiti se moram pozirati. Poiskala sem različne fotografe, ki sem jih kontaktirala, če pač potrebujejo model, recimo za neplačano delo na začetku, da se naučim. Potem takrat se je delalo še veliko editorialov za te modne revije in tako si v bistvu spoznal, rečemo to modno sceno, agente, fotografe. Začela so se socialna omrežja, da si imel lahko na Facebooku pa na socialnih omrežjih v bistvu nek portfolio in so te v bistvu tudi ljudje, ki so iskali ali pa pač skautali, ki so rabili recimo modele, igralce in tako naprej, so te v bistvu tam našli, videli so tvoj portfolio in so te lahko tudi kontaktirali. Tako da je bilo to kar rečemo temu, ne poslovni plan, ker takrat sem bila študentka, ampak nek tak premišljen načrt, kaj početi zraven. Koliko časa potem si dejansko rabila, da si se recimo temu naučila te tricks of the trade, se pravi trikov posla, modelinga, vsega skupaj, ker res imam enega kolega, ki je fotomodel, David Urankar, kolega iz Gospodov. Znam, ja. In on mene včasih kaj nauči, kako zapozirati, ker jaz nimam nobenega talenta, tudi fotogeničen nisem. Mene je najlepše slikati samo v mišice. V glavnem hočem povedati eno stvar. On zna narediti tako, da tako zapozira, da izgleda, kot da je sred hoje. A to znaš? Ja. Vsi znate, to sem jaz. To mi je kar grozno. To je kilometrina. A je to kilometrina? Ja, pač vaditi moraš. Hvala, da me to lažiš. Ja, ogromno fotk narediti, da polje je ena tista. In bolj se mi zdi, da več tega, ko delaš, večkrat, ko pogledaš fotografije, pa bolj, ko si mogoče sproščen v svojem telesu. Svoje fotografije gledaš? Ja. Pa bolj, ko si v svojem telesu, se mi zdi sproščen, da ne razmišljaš preveč, boljše potem izpade. Razumem. Okay. Kako bi v par stavkih generalno opisala svojo izkušnjo iz Miss Slovenije? Okay. To me zanima. Ja. Zanimiva. Jaz bi rekla, da sem v tistem letu po moje odrasla za ne 1 leto, ampak za 5 let ali pa 10 let. Potegne to za seboj. Ja, toliko je bilo v bistvu novih stvari, od potovanja v tujino do tega, da vidiš v bistvu primerjavi, kako poteka v bistvu ta izbor v Sloveniji, pa potem na svetovnem nivoju, da sta to zelo v bistvu različni zadevi. Tu pri nas v Sloveniji ni več mogoče to toliko priljubljeno, v tujini je to v bistvu še vedno zelo priljubljeno in tam se res počutiš, kot da si, ne vem, ena izmed, ne vem, nas je bilo takrat 116 punc, da delaš res v sklopu te organizacije Miss World. Ogromno tudi nekih dobrodelnih projektov, to je ena pač v bistvu velika fundacija in imaš tam res občutek, da delaš nekaj dobrega in da sodeluješ v enem zelo v bistvu velikem pa lepem projektu. Dočim tu v Sloveniji je vse na dosti manjšem nivoju, mogoče z nekim čist drugim sporočilom, s čist drugim nekim namenom. Tako da jaz sem se v bistvu z tujino dosti bolj poistovetila, pri nas mogoče malo manj. In sem se v bistvu pol tudi naučila v bistvu neke strpnosti, da sem se znala mogoče malo tudi za sebe zboriti, določene pozitivne, negativne izkušnje so bile, ki so me v bistvu kar utrdile v tistem času. Meniš, da bi prišla kot oseba bolj do izraza na izboru za Miss Amerike mogoče, ker tam je znano, da morajo pokazati kakšne talente na odru tudi. Recimo, ena zna violino igrati, ker ti zna tudi glasbenica. Ja. Ti bi lahko na odru in slikala in igrala kaj. Igrala si kitaro, je tako? Tako, ja. V bendu Peppermints. Tako, to je bil v bistvu, rečemo, teenage, tak punk rock band, ja. Jaz smo bili takrat, po moje 15 let stare punce. Obstaja še kakšen CD? Ne, ni bilo CD-ja. Ni bilo CD-ja? Glih preden bi mogel biti CD, pa glih preden bi mogel biti album, je Peppermint razpadel. Je razpadel? Ja. Ok, obstaja le še spomin. Obstaja le še spomin. Pa na YouTubeu kak video. A je? Lahko gledaš, ja. A, to bom pa poiskal. Ja. Oziroma, mogoče bomo zavrteli zdaj vmes. In se bomo vrtel med najnim pogovorom. Nives, najlepša hvala, da si bila naša gostja.
Hvala. Druga gostja te sezone, jubilejne 20. sezone. Želim ti srečno sezono do konca. Hvala. Srečno na osebnem področju, trenerstva in upam, da še kdaj prideš, ti bomo pokazali še zgornji studio, kjer imamo ostali del oddaje. Okay. Najlepša Hvala lepa. Mi pa se vrnemo takoj po oglasih. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.